Pa lep pozdrav v mojem imenu. Za začetek bi se zahvalil sodelavkam, ki so mi pripravili to predstavitev. Gre za Urško Habjan, ki je direktorica marketinga pri nas. Gre predvsem zahvala sodelavki Špeli Blaznik, ki pravzaprav vodi promocijo zdravja na delovnem mestu, in pa tej ki je Bevk, ki je pa pravzaprav delala do 2 let nazaj to zadevo, tako da je velika zasluga tudi njej. Omenjam pravzaprav ekipo za to, ki bo na koncu, bomo pogledali, kako smo to naredili pravzaprav. V redu. Vsem je neka mera in to je zapisal William Shakespeare mogoče že več kot 400 let nazaj, nekaj okrog tega, in to je napisal takrat, ko se je ukvarjal s plesom. Se pravi, tudi današnja tema je s tem povezana, do kje pravzaprav videti, kaj je pomembno in kaj je nepotrebno. S čim se mi ukvarjamo? Kar dosti raznoliko delo in s tem povezano tudi zelo zahtevna ocena tveganja na delovnem mestu, tako v podjetju, na terenu, vožnje, zaprti prostori, klimatske naprave, skratka stvari, ki vplivajo na počutje ljudi in pa s tem seveda povezano na zadovoljstvo. Smo družinsko podjetje, ki od leta 1991 se ukvarjamo z merjenjem, tradicija pa sicer gre nazaj v leto 1923, ko je na našem področju Juhočeška ustanovila prvi kemijski laboratorij. Število pa zaposlenih v vseh podjetjih se približuje oziroma nadgradi številko 110. Tako imamo 3 podjetja v Sloveniji, v Avstriji, v Beljaku, v Zagrebu, Kragujevcu, Mostarju in pa s pisarno tudi v Makedoniji. Verjetno dobro poznamo zgodbo o malem princu, kako ga lisica uči, da je treba na stvari gledati s srcem, ker se je bistvo v čem skrito. In pravzaprav to bistvo smo ljudje. In ljudem je namenjeno varstvo pri delu, varnost pri delu, promocija zdravja. Danes smo slišali ergonomijo, s katero se tudi poskušamo ukvarjati. Zdaj pa nekaj več o temu, pravzaprav kako in katera orodja mi uporabljamo vse za varnost pri delu, in to je v letu 2013 smo formalno uvedli nekaj ukrepov, seveda tudi na področju ali pa v okviru družini prijazno podjetje. Tukaj noter moram reči, da to od takrat naprej se intenzivno ukvarjamo s promocijo zdravja na delovnem mestu. Zasledujemo seveda, nekaj so zakonski okviri, ki so zelo napisani tako površno za enega laičnega bralca, in veliko nekih dobrih praks si želimo vsi slišati, zato da znamo pravzaprav ukrepati. Zdaj nam je uspelo napisati, pravzaprav tem 3 sodelavkam je uspelo napisati nekaj, kar prepoznavamo vsi kot dober, in glejte, jaz sam to lahko povem, kar mi delamo v podjetju, in bom zelo vesel, če bom dobil kakšen namig, kaj bi bilo pa mogoče še boljše. Seveda se pri vsakem ukrepu zopet vprašamo, koliko to stane, a to se mi lahko privoščimo v kakršnikoli obliki izven delovnega časa, v okviru delovnega časa ali pa v stimulaciji, ko rečemo, da ni vse samo plača, ampak so tudi še druge oblike. No, to je ena izmed njih. Poskušal vam bom skozi to prezentacijo opisati, kako izgleda naš delovni dan. Kjer ni vsak dan, vam bom tudi povedal. In sicer res, da vsak dan pričnemo dan z jutranjo kavo, in tukaj smo se dogovorili, da začnemo 5 minut pred delovnim, se pravi 5 do 7 zjutraj, in potem 5 čez 7 zapustimo ta naš skupni prostor, ki mu tudi rečemo jedilnica, in zjutraj običajno je tudi topel napitek, ali je to kava, ali je to čaj, nekdo vzame vodo ali sok, in to je mesto, kjer
povemo, kaj nas danes čaka, kdo bo danes prišel na obisk, kam gremo, in pa seveda v tem neformalnem modelu, kljub temu, da je samo 10 minut, si lahko izmenjamo, kje, koga, čevelj žuli, a je mogoče kdo bolan, a je od njegovih svojcev, kdo rab kakšno pomoč, in to je tisti pravi čas, ko lahko izmenjamo neke izkušnje. Sodelavka, ki sem jo že prej omenil, poskrbi za to, da smo res v zadnjem letu smo naredili neke, bom rekel, premike na temu bolj zdravega načina prehranjevanja. Ne vem, po slajdu naprej pa bom kar zdaj povedal. Gre za to, da smo imeli, da imamo pijačo, ki jo lahko sodelavci vzamejo, zato ker so pač jasno žejni, ampak smo bili skoncentrirani na zelo sladke pijače, ne, od teh Coca-Col, Fantov in tako naprej. In zdaj smo pravzaprav res to zamenjali, tako da 90–95% je danes vode v podjetju, obdržali smo eno sladko pijačo, ki je najmanj sladka od vseh, kar smo jih imeli, in pa uvedeli tudi košaro jabolk, in pa seveda z mislijo tedna, zmerom poskušamo nekako še nekaj dodatno energijo dati temu jabolku, in pa seveda z napisom, da je jabolko umito ta dan, da je pripravljeno takoj za uživanje. Zdrava delovna mesta, seveda, ko smo zjutraj popili kavo, gremo na delovno mesto in pa, bom rekel, tukaj sta dva položaja, kjer je pač prisilna drža, kjer je ergonomija potrebna. Razvili smo v okviru tega določene mize, določene sedala, ki so, kot vidite, laboratorijska, se pravi po višini nadstandardno. Skratka, tako da poskušamo to prisilno držo, ki je obvezna za določen del, zmanjšati oziroma tako napore zmanjšati sodelavkam in sodelavcem. So tako moški kot ženske zaposlene, kot laboranti, tako da je ta del, bom rekel, sicer fizično ni naporen, je pa izredno zahteven, kar se tiče natančnosti in točnosti. Zdaj, dobro počutje v pisarni je odvisno predvsem in velikokrat od sodelavk in sodelavcev, ki so v pisarni, ampak se pa pojavijo tudi potem te zunanji parametri, kot so temperatura, vlaga, tlak. Tukaj noter govorimo potem o CO2-ju, ki se nabira v prostoru, in nek alarm, ki nam sporoči, da je primerno odpreti oken. Trenutno še nimamo to zvezano na to, da bi odpiral okno oziroma dodajal svežega zraka, mogoče je to za vnaprej, ampak nam pa sporoči, če je recimo v laboratorijih prenizka vlaga, kjer lahko vlago kontroliramo. Vemo, da se počutimo zelo dobro tam okrog 55%, vlago sicer nastopa pod 50, statika nad 57 pa potem že ni primerno, tudi ne za vse aparature, s katerim se dotikamo oziroma jih kalibriramo. To se pravi, to sem malo prehitil, ampak pomembno pri prejšnji fotografiji je to, ko ljudje odhajajo na teren, sodelavke, sodelavci, da vzamejo s sabo pitno vodo, se pravi steklenice, jih opozorimo, da jih ne puščajo na soncu oziroma da jih spravijo nekje v senco, ne samo zaradi tega, da ostanejo hladna, predvsem zaradi tega, ker vemo, da sončni žarki skozi to plastiko zelo, bom rekel, nekako škodno vplivajo na vsebino v tej steklenički. Zdaj seveda s to skrbjo zdravja na vsakem koraku poskušamo informirati, kaj je dobro, kaj se v bližnji okolici mogoče širše dogaja, kakšen dogodek je primerno obiskati, poskrbimo za to tudi dodatno vodo deionizirano, pravijo, da nam, bom rekel, poboljša pravi razpoloženje, in pa zdaj ne vem, če bo v naslednjem mailu, ampak se bom pa dotaknil. Mi smo imeli en srečen na končni fazi slučaj z sodelavcem, ki mu je odpovedal srce na terenu, in ob zaslugi sodelavcev na terenu, ki so imeli defibrilator, je čez en mesec po njegovi želji začel z delom. To nas je spodbudilo k temu, da smo tudi dali defibrilator v javno točko, v javno mrežo, tako da je na vhodu, in zavarovalnici zasluga, da tudi zavaruje za slučaj
nekega vandalizma, kakorkoli, ker jasno to je odprto vsakem, tudi slučajno, če se peljete po Sevški dolini, pa da bi imeli tako potrebo, je javna točka. Potem 15 minut za sprostitev, to je to je joga na delovnem mestu. Gre za to, da ne, da bi to mi izvajali, mi izvajamo to včasih na 14 dni, včasih na en teden, bolj kot ne na 14 dni, gre pa za to, da poskušamo pokazati, na kakšen način lahko potem vsak za sebe tudi naredi kakšno vajo izven tega rednega programa. Pa bom kar tako povedal, da sem nad samim programom zelo zadovoljen, nezadovoljen pa nisem na temu, da si pač ljudje ne vzamemo takrat vsi čas, predvsem z mano na čelu, da ne grem zmerom na teh 15 minut. Skupno preživljanje delovnega oziroma prostega časa še naprej, če smo v temu popoldnevu, gre za to, da se znamo podružiti, pokličemo družinske člane, povemo, kakšne polog si ogledajo delovna mesta od partnerjev, otroci od staršev in obratno. In pa seveda zvečer, zvečer se zberemo spet v tej sejni sobi veliki, kjer izvajamo, bom rekel, tudi mehen bolj aktivne vaje, v tem primeru pilatesa, kjer se spet predvsem ženske udeležujejo teh vadb. Proces stalnih izboljšav je pa to tista zadeva, kjer poskušamo zbirati ne samo pripombe ali pa predloge za izboljšanje zdravja, promocije na delovnem mestu, ampak sicer predloge. Te predloge ocenjujemo in potem tudi za vsakih zbranih 10 utrinkov se prišteje nekaj k bruto plači, se pravi neka stimulacija, in te predlogi so res vezani na življenje v podjetju, ne bom rekel na samo posamezno temo. Tukaj noter vidimo, čakajte, moram malo gledati, kakšna slika je to. Proces gre tudi za to, da je potreben je odpeljati na teren, zopet neka fotografija je v temu, da nekdo nadaljuje proces od sodelavca in ta primopredaja je lahko potem en dober klepet ali pa ne klepet, tudi en dober napotek, kako naj se naredi, lahko smo pa seveda, vse smo ljudje, kot sem na začetku povedal, in to je tisto, kar je ne nazadnje tudi važen, in en drug William, bolj znan kot Lord Kelvin, pa je rekel, da o neki stvari lahko govorimo šele takrat, ko jo poznamo. In če vemo, kaj nas muči, lahko to poskušamo tudi odpraviti. Tako, to je z naše strani. Hvala. Gospoda Lotriča so zmerili in so mu dali nagrado. Čestitamo. Hvala lepa. Mogoče pa samo še to nagrada, se pravi sindikata obrti in podjetništvu, smo dobili dve, bom rekel, na ta razpis interni sta se javljala dva sodelavca, sodelavka Vida Weber je potem to nagrado osvojila, te tri gospe so pa odločale, kdo to dobi, tako da jaz upam, da se bo čim prej udeležila, hvala pa za nagrado seveda. Hvala.